pravi, če bi zdaj še enkrat to isto streho delal, bi jo kako drugače naredil, da mogoče bi kakšno plast le spustil, da ne bi nekaj podvajal, da bi poenostavil, recimo, pa da bi isti efekt dosegel, ker zdaj si nakladal. Ne? Poenostavil težko, ne. Mogoče bi imel še rajši na spodnji strani ilonatomet. Tukaj? Veš, ja. Zdaj ga nimaš? Ne, nimam. Te deske so vidne, ne? Ok, to so zdaj, ampak če bi ga hotel, ga še vedno lahko daš. Pa ne bi. No, sej, ok. Mislim. Ker si rekel, da bi imel še rajš, hočem reči. Ja, ne, tako če gledam zaradi miru duha, ne, imam skoraj mogoče rajš ilonatomet, kot pa to parno vero, nek moderen material. Ne vem, čeprav to se mi zdi čisto super varianta, ne. Se pravi, ta možnost, da se stvar odpre. Ne, rešitev se mi zdi čisto v redu, ne, seveda posebej zabaven del, ne, da ne rečem, da imam tukaj v strehi noter še zračnik 15 cm, ki mi gre za toplotno črpalko, ki na vrh kupole zrak jemljem, ne. To je bilo še kar zabaven dodatek. Pa pol seveda na sred te strehe je, ki se bo videl na slikah, a ne, je oken, tako 143 svetle mere, a ne. Steklo je 165 cm skaljen na vrh, a ne. To se pravi, to je tam na vrh, a ne, kaj itak pridejo hlodi recipročne strehe skupaj, ne. Ja. Kar pomeni, da imaš teren tak, ne. Ja. Pol pa na notranji strani imam z desk po koncu okvir okna, a ne. Pa seveda mora biti pa tam je najbolj toplo, pa najbolj navaren, da bi kaj pušali, da bi kondenzirali, no vse, skratka, tak kritičen, ne. Luknja v strehi. Tako da v bistvu sem na to lesen okvir limal gor 3 cm stirodor. Tukaj sem stirodor uporabil. To, kjer je v kameri je okvir vpet pol. Ne, se pravi, lesen okvir je na notranji strani, ki je viden, ki je sestavljen iz desk pokončnih deščic. Okvir, to je to, da obliko dobiš za okno. Tako. Ja, okvir okna je pa pol... Ne. Se veš, oken je pa gor položen pol, bova prišla do šipe. Čakaj, daj, a daš tam en svinčnik, lažje svinčnikom, no. Saj imaš še enega. Ja. Se pravi, ti imaš vertikalne te deske, s katerimi pač narediš ta krog. Ja. Se pravi, tukaj pridejo... Tam pridejo te tukaj pridejo šperovci, tako. Ja. In je kar zanimivo. Pa imam tako urezan v njih, da je sedež za ta okvir. Okej. Potem sem že pa v njih si urezal noter. Že v njih sem urezal, seveda sem mogel nekako sedež narediti, ne. Pa se vse Jaz sem mislil, da si odstrani, ampak seveda pa bi imel pa ta problem. Ja, okej. Pa lepo mora izgledati vse skupaj. A čisti krog? Čisti krog. Čisti krog. To, da nam zašel. Se je bilo treba jih prej tako položiti, ne, tako da, ja. Tukaj sem potem dodal zraven EPDM 3 cm, pa sem ga čim bolj tako rezal, da je lepo pokril vse te luknje, pa sem pa kje še zafilal, če sem lahko z materialom, ponekod sem pa, ker itak sem limal to s tem, kako se reče, porpenom, skratka s tem porpenom, ki je za limati XPS, ne. Ki se ne razteguje toliko, ki je za limanje, prav, ne. A ne, pa s cvingam ali primeži to skup, pa gurtne okoli, da se je to lepo, a ne, 3 cm se še da, to se pravi, to je krog premera 145, a ne, ali pa ima več, okoli 150, na ta krog se še da 3 cm stirodor kriviti, a ne. Ja. In sem dal tega... Čakaj, tle si imel EPDM,
Kje je Ne, Stirodur? to je XPS. XPS, ja. Pa je pa In tukaj je plošč, ne vem več koliko točen, ampak velik. A ne, 3, vsaj 10 cm. Po mojem sem dal ene 4 plasti tega, po mojem sem dal 3 plasti takole. In potem sem dal eno plast mal nižji. Ja, ja. No, sej. Ne, sej. Eno plast sem dal nižji, zato da se mi pa tukaj zaključi ta omet, ki pride na bale. A ne, tukaj so bale. Tukaj se mi pa zaključi omet, da spet ni nekih špranj pa to, ne. Ja. Da bolj ziher naredim, da mi ne more tukaj, da je vse zrakotesno, se pravi notranji sloj pa zunanji sloj mora biti zrakotesna. Ok, in kje je tukaj EPDM staknen? EPDM je pa tukaj tako, se pravi, jaz sem imel idejo, da steklo bo prišlo, prvi sem imel idejo, da bo prišel noter pogreznen. Ja. Se pravi, je zgor kaljeno čez, pa na to nalepljeno izolacijsko not pogrezneno. Ja. Ampak pa so mi povedali, da ne sme viseti izolacijski del na tem, ne? Ampak mora biti tudi spod podprt. Ok. Ja? In zato sem jaz pol tukaj v bistvu, se pravi, tukaj je omet, pa pride EPDM, pa pride tukaj nekako takole, ja, zaključen, se pravi, takole pride EPDM, ta prvi, pa pride ta Thermosilent, pa sem pa tukaj, pa ker sem vedel, da mora biti pa okno podprto od spod, sem pa tukaj je takole okno gor potem. To se pravi, spod sta 2 petke lepljene, vmes je 6 pol kaljena, gor je pa 10 kaljena. Ampak to ima okvirnik. Ne, ali je kar steklo položeno gor in je steklo je položeno na ta lesen okvir, ga podpira. Aha, samo na tega lesena. Tukaj sem pa v bistvu na ta EPDM ta spoden sem nalimal še XPS v 2 plasteh, se mi zdi, pa malo tako pod kotom naredil, da mi je pol v bistvu ta drug EPDM pa pride tukaj čez Thermosilent, pa tukaj spod, pa še dole zavihan, zaliman tukaj, če se ne moja. Aha, in pol tako teče čez, vse super. In pol seveda, ko so ta okna mi pripeljala, ne, ni bil tako težek, koliko je, mislim, da 130 kg, ne. 1,65 m je primer tega kaljenega dela, ki gre česa, ne. Ja. Je pa s Hiabom ni mogel do hiške. Ko je prišel z baterijskim Hiabom, je pa bil ta velik Hiab špedicijski. Pa tam, ko se je cesta zalom, ko mi gre dol v Štratman za kamion, cesto gor narejeno, to ni problem, ampak on je pa nasedel, ki je bil tako dolg. In pa mi je pač to šipo dol položil. Jaz sem sicer bager, ne, 3 tonce pa pol, tako da, ok, bomo že nekako, ne. Ampak on je imel baterijski vakuum, ne. Ja. To moč z vakuumom. No, pa sem pač nabavil vakuume, da sem ga pa še gurtnil spod za vsak slučaj, ampak veš, to je zabavno, zaradi tega, ker jaz pol zmer malo zakompliciran, bi se lahko rekel, ne. Tukaj noter, ne, je bilo seveda treba nekaj placa med tem, ki gre šipa noter in med temi XPS-i, ne. In jaz sem seveda noter dal samo raztegljive tesnilne trakove, ne. Da to valjda ne bo, da mora to dobro tesniti, ne. Pa si predstavljaš, ko moraš tukaj na ta EPDM dati veliko tesnilne mase, ne, da se ta oken gor nalima, pa tukaj daš te ekspanzijske trakove, ki tako počasno narazen leze, ne. To imaš pa tako na bagru, sem imel pol še 4 metre hloda gor, da sem dosegel lahko na hiško gor. Vse je bilo tako čist na meji. Da sem glih komaj dosegel, ker sem se zdilo čist dvignil, pa še, ker je bilo tako obremenjen, nisem mogel te zadnje roke več, oziroma tisto, ki me za žlico kontrolirati, nisem mogel več šipe dvigati. Skratka, no, uspeli smo. Taka stvar, veš, kaj.
bi se raje izognil. Vse, ki sem gledal tiste fotografije, tudi dobro, okay, to je okno, to je okroglo, ima svoje zahteve, ampak gledal sem pa druge fotografije tistih oken. Sta me dve stvari zanimale. Kako so bili sploh narisani načrti za ta okna, pa kdo jih je sploh delal? No. To je tudi zanimiva zgodba. Ker mi rišemo vse to stavbno pohištvo, in damo to s tem knarjem in oni vejo, kaj z tega narediti, kako se odpira, ampak to je vse. Okay. Kako sem določil okna? Zdaj, do gradbenega dovoljenja, pa do teh stvari bomo še prišli. Stvar je čisto legalna. Se pravi, sem okna določil tako, da sem hiško oblekel v karton in pol izrezal okna. Obliko okna. Aha, ti si imel čisto polno kupolo, pol si pa okna ven delal. Ne. To strešno je bilo v osnovi ta stenska okna. Stenska. Ker jaz sem vedel približno, kako bom imel, ampak jaz nisem vedel, kakšno krivino točno narediti. Zaradi tega, ker ta krivina se mora ujemati s krivino konstrukcije. Tako je. Ker je roka za zavetrovanje je ukrivljena in mora biti krivina okna skladna s to krivino. Ja. In edini način je, da sem oblekel v karton in pol okno izrezal. Tam, kjer je že bilo? Ne. Ali prav okno v steni izrezal? Ne, jaz sem imel konstrukcijo, stene še ni bilo. Aha, ok. Oblekel karton, z wolfanožem izrezal, pa a je zdaj skladno, a zgleda lepo od zunaj, od znotraj, od tam, a se ujema s to roko, pa sem še malo dodal zraven, ker je bilo že malo preveč odrežen in tako nekako sem prišel do oblike, kam je všeč. Okay. Ampak ti težko pol ta karton, ki je malo doliman, pa malo porezan, to težko nekomu neče za njim peti okna narediti. Točno to, zato sem vprašal. Pa sem pa vzel lepo laserski nivelir, križ, X pa Y, pa sem pa meril, po oknu sem si označil na vsake toliko časa točke, pa sem odmeril X pa Y komponente, pa sem jih dal v računalnik in sem potem na računalniku iskal kombinacijo dveh radijev, dveh krogov, ki mi tvorita okna. Se pravi, zgor je en radij, spod je drug radij, ki ga zaključujem. Da si dobil neko obliko, to je bilo pa lahko jaz sem mogel računalniško obliko dobiti, matematično obliko v bistvu. Mislim, lahko bi tudi sam s točke, pa bi jih s splinom povezal, pa bi to bilo, sam je pa to bolj proper. Ja, zelo težko bi bilo se prav predajati nekomu nekaj. Mislim, oni bi isto računalniško obliko vzeli. Ja, vem, ampak to je bilo najbolj zihar, se pravi, da jaz dobim. No pa ali pa, ko sprašuješ... In koliko je takih oken, ki si jih moral tako pikati? Se pravi, kuhinjsko je na obeh straneh zaključeno s takimi krivinami, pa dnevna in spalnica v kombinaciji se vse skupaj na obeh straneh zaključuje tudi s takimi krivinami, da so enaka razmerja, pa to tako, da sem zadovoljen, da zgleda harmonično. Ja, pa pogotoviš seveda, da večina ljudi tega ne bi delali. Rajš ne. No, pa sem se pol sreč najdel. No, tudi ni bilo tukaj čisto gladko. Prvi poskus z enim mizarjem ni bil uspešen. Drugi poskus sem pol okna, vrata nagodel logacu. So bili pa zelo komunikativni. Zelo veliko potrpljenja za vse detajle. A veš, ko ti pol recimo imaš to krivino, pa imaš pol fiks zraven, pa imaš balkonska vrata zraven, ali pa tako, pa ko hočeš, da ti linija stekla teče, pa pol kakšen je tukaj okvir, pa kako je tukaj, pa tako, ko se ti ta pa odpira, pa tako, pa gor, ki je otroška soba, ki je isto, ko so v bistvu balkonska vrata zakrožena, ki se odpirajo navzven, itd. Se pravi, posod je, pa kakšno okovje, pa da je dosti dolgo, pa koliko mora tam placa za okovje, pa to, pa spet da linija stekla, pol tukaj teče, pa je tukaj treba dodajati, pa
zabavno. Tako, mislim, pri vseh stvarih, pri meni, mora kdo, ki z mano narediti, je kar treba res veliko potrpljenja. No. Zato mi je pa zelo všeč umetna inteligenca, ki se me ne naveliča. Pri vseh teh idejah, ne veš, tako v strehi ali pa karkoli, ko s kakšnim strokovnjakom govoriš, ne, ljudje običajno nimajo potrpljenja tiste, da ti misliš, da mogoče bi se pa tako tudi šlo. No. Veš, okna so isto, ne, pač tukaj je bilo res toliko nekih detajlov, moram reči, da je šlo. No, potrpljenja, jaz ne bi ti mogoče tako rekel, mogoče kakšen res nima potrpljenja, kakšen pa pač... Mislim, more... ful detajlov je, veš, ne, pa res tista, veš, ko imaš ti fiks, pa balkonska vrata, pa to, pa če hočeš se ti linije stekla ujemajo, veš, nočeš pa spet, da je preveč masivno, veš, pa pol gledaš, koliko je zdaj minimalno pri tem razponu, da še mora biti mesa, pa to enkrat takih stvari je. Nekdo, ki pač štepa zadeve, a ne, in je na to narejen, imam seveda lahko neko nižjo ceno, ampak jih mora štepati, ker ga ne bo zaslužil za jogurt. Ja. Če pa bi ti nekomu dal, če gremo v drug ekstrem, Pauza. Evo, pa sva nazaj. Parkirnina podaljšana. Čakaj, ostala sva. Če so tam pri strehi, zdaj ne vem, da ne bo preveč kompliciran, če zunanje razlagam, ampak samo to, ko se pravi spet, izziv je, ker seveda gre EPDM, če je tukaj rob izolacije, rob bala, EPDM seveda gre naprej po strehi. Ti moraš pa v bistvu zatesniti ta stik med EPDM-jem in zunanjim ometom. V glavnem detajlov še pa še. No, in vmes sem se zavedel, da tudi tisti, ki bo gledal, to ne bo videl, kaj mi da skiciral, in čeprav me te detajli na ful zanimajo, sem prej še jaz malo preveč noter v to padel. Te detajle imam jaz nekaj izrisane. Bom šel jaz pol čez podcast, čez pa se približno se spomnim, pa bom jaz približno v tem zaporedju slike dal, pa bom te stvari magar malo zrisal, da tistim, ki jo poslušali, pa če jih zanima te tehnične detajli, tako si lahko pol te slike pogledajo. Ampak te detajle ti dejansko rešuješ vse sam? Mislim, z umetno inteligenco. Veš, te detajle, tisti, ki zarisati, to težko. Jaz sigurno glede vse sorte stvari mi je zelo zanimiva umetna inteligenca. V glavnem, zaradi tega, ker je vse toliko specifično, da kdaj sicer recimo kakšno stvar tudi malo vprašam, ki je na Facebooku nekaj v redu, kvalitetna skupina Talking Natural Homes. Dobiš kakšen feedback, ampak v glavnem so pa stvari pri meni toliko specifične, da toliko tehničnega razumevanja približno imam, seveda so pa vse sorte detajli. Veš, pa to se pravi, tale rob strehe res, pa se posod, tako je kar izziv za reševati, ko nekaj je nestandardno, pa hočeš dosegati, ker tukaj pa isto mi je pomembna zrakotesnost. Veš, ker tudi do teh stvari sem bil tako včasih malo skeptičen, se veš, tako pa zrakotesnost, pa prezračevanje, pa te stvari, pa naravna gradnja, tukaj vse diha, kaj ste vi meni bučke prodajali. Pa sva se z umetno inteligenco pomenila, pa se pravi, če ima nekdo dosti potrpljenja z mano, to je bolj težko. Ker se veš, sem hotel reči na začetku disclaimer, da vse stvari, ki se dobro slišijo, imajo svoje prednosti in izzive. In jaz sem bolj bi rekel, glede nekaterih stvari pionirske sorte, kar v bistvu pomeni, če prevede človek, kdaj z glavo skoziti, in take stvari je... Dobro, ampak če ne bi noben nikoli šel z glavo skaziti, pa ne bi bilo ničesar novega, bi vse bilo postavljeno. Seveda, samo kdaj je treba se ustaviti pa pogledati, ker so meter stran vrata, veš, to je tisto, pa Tako da bi se mogoče izrazil, da pač
take vrste ljudje imamo kdaj pač malo bolj močno mnenje, ne, in ga ni tako lahko spremeniti. Ne. Strokovnjaki običajno pač želijo neko spoštovanje in zaupanje. Ne. Jaz pa nisem te sorte človek, da bi glih tako na besedo stvari verjel. Ne. Če imam pač, se pravim, tipičen, zdaj sem slišal recimo prezračevanje, ne. In sem ga v jesen zmontiral v tej hiši, neka stara montažna hiša, ki smo zdaj noter, ne. Stvar super, ne. In isto sem ga za Hobbit hiško tudi nabavil, prezračevanje že, ne. Misliš, kaj, rekuperator? Ja, rekuperator. Ja? Bom dal not, ker so se s ChatGPT-jem pomenila, ja. Da je? Ja, ne, enostaven. Super je to, jaz rečem, glej, 5 ljudi noter spi, tam to tak volumen prostora, Ilona ti umeti take stene, da izračuni mi ali pa nariš mi, kako se bo čez noč gibala vlaga to notri, to, ne. CO2, vse te stvari. Ni problem, vlago naravni materiali super zregulirajo, ne. Pri CO2 pa nimaš drugega, kot zrak zamenjati, ne. Ja, tako. Ni, in jaz sem že pred prejšnjo zimo nabavil pač nek merilec kvalitete zraka, ki meri pa delce CO2, te hlapljive snovi pa tako naprej, ne. In sem videl, ne, mi smo še neka montažna hiša, velika, ne vem, okrog 70 kvadratov, če nas je 5 noter po zim, pa to so stare lesena okna, ki so še tako s tistim, trjavim kitom, tistim leja, ne. Ja. Skratka, tudi tesni tako. Pa tesnila so tiski neki zafreza noter, pa so nataknjena, to ni skozi okoli, tako da to je tako tesnenje, ne. Ja. Pa vseeno, ne, kvaliteta, CO2, če nas je 5 doma, naraste, v 2 do 3 urah čez zdrave meje, ne. Ja. In potem, ko odpreš okna, ne, odprem jaz recimo 3 okna na stežaj, ne, to ni tista pol minute, ki se ti zdi, se že hladno, se je zrak zamenil. Ne, to je treba luftati 3 do 5 minut, Ja. da vidiš pol, kako je CO2 padel, pa da ostane, da ne gre spet takoj nazaj gor, ne. Tako da, to so te stvari, ki, se veš, naravni materiali dihajo, ne. Ne, v bistvu ne, naravni materiali so zelo dobro paropropustni. Tako je. To je pa druga stvar. Paropropustna Kar stena, pomeni ja. tako, ne. Ja. Difuzno so, Difuzno pravi izraz bi bil, naravni materiali so difuzno odprti. Tako, zato rečemo, to so difuzno odprte stene, Tako. če jih seveda ne oblečeš, ki vmes v Ko stiropor. pa se reče, naravni materiali dihajo, ne, je pa logično, da jaz naravno prezračevanje v hiši, ki je narejena z ultranaravnih materialov, ne. Ja, lej, mi, tako sem ti rekel, pri nas delamo v glavnem z naravnimi materiali, ampak ravno zato privabimo tudi ljudi dostikrat, ki pa imajo ta misconception, kako se to reče. Rečejo, ja, rekuperacijo, ja, tako ja, sej pa ne bi rekuperacije, pa to pa Sej jo res ne rabiš ti posod. Če imaš ti enega človeka, pa hišo dosti veliko, on tistega zraka ne bo podihal. Ali pa tudi, če je veččlanska družina. Če je ta volumen zraka v hiši dost, sam vedeti pa možda boš moral pa prezračati potlej zjutraj, ne. Drugač pa vsakmu, mislim, ta rekuperacija ni prese slaba stvar, ne. Dobro, eni se še bojijo, kaj bo s kanali, ampak te kanali se... Mislim, pri meni je še tako, jaz na dolgi rok, mi bomo začasno živeli v tej hiši, na dolgi rok bo pa to le namenjeno turizmu, ne. Aha, tako bo to. Danes sem te razumel, da bo obratno. Ne, ja, bomo še videli točno, ko so stvari stekle, ko bom končal, ampak... in če imam pa jaz nekoga noter, ker je hiška vsem dosti majhna, se pravi, površina je nekje, če rečeva samo talne površine, je, ne vem, dobrih 60 kvadratov, ne. Ni več? Ne, pa še nekaj na podestih, pa to, tako da, to, ali pa mogoče, ne vem, 65, 68, ali koliko se ne. Ja. Tako da volumni zraka niso, ne vem, koliko veliki, ne. In Ja. siguren, če je to, veš, ne vem, 4-5 ljudi noter, ne, imaš tako in ti CO2 čez noč preveč naraste, ne. Ja. In ti težko gostu rečeš, lej, na 3 ure za 3 minute saj,
okna, dva na vzkriž odpreti. Veš, kdo bo, ne? To se pravi, če hočemo zagotoviti, ne? Full, ultra eko hiška, ne? Ampak morate luftati, da bo drugače pa ne bo zdravo. Ne? Ja. Tako da, ja, no, pač ChatGPT me je v to prepričal. Ja. Da bi se to vmes tudi, ker za Lenko mislila pa tam eno na morju, eno kamnito zrihtati, ne? Je pa tako, da tam je pa volumna kar precej, pa če bo to za 2 človeka, moram še če ta vprašati, ampak tako moj notranji glas mi govori, da je volumna toliko, da ne rabim tega, ne. A veš, pa malo je odvisen, kako si navajen spati, ne? Ja. A veš, a imaš rad malo bolj svež zrak, ne? A veš, ali to pa koliko v hladnejšem delu leta, koliko boš tam, ne? Ja, skozi. A veš. Tudi v hladnejšem delu. Ja. Ampak ne, ni problem. Pol je pa super, Ja. pol je pa super, mora rečeš, lej, take so stene, tako, ne? Ja. A veš, tak je volumen, predvsem tak je volumen, to je pač Ja, najbolj pomemben, ne? tako je. A ne, pač pri CO2 imaš samo to, tak je volumen, 2 človeka noter, ne bo vsak večer ful aktivna, ampak vseeno, Ja. da izračunaj, kot ti da lepo izračunaj. Ja. Tako da to, glede tega je res to najboljše, ne? In če tam približno pokaže, da, a veš, ti vseeno lahko zraste čez 2000, pa 2, ne? A veš, kar 2000 česa, viš, to se pa nikoli ja, ne računam. CO2 je ppm, mislim, da parts per million, ne, in je okrog. Zunaj so vrednosti tam nekje okrog 400-500, se mi zdi, ali pa celo kaj manj. Zdrave vrednosti so tam do 1000-1200, od 1000, pa se pa že lahko malo čuti, tam malo čez 1000 ali 1200, da je kakor malo zatohel zrak, tam mislim, da prek 2000 se pa lahko že tudi kakšni glavoboli ali pa to začne malo pojavljati. No. Odvisno, koliko je kdo občutljiv, pa koliko časa pa tako naprej. No, ampak jaz sem videl, in je super meni te stvari, ker jaz sem le bil računalničar, pa pol mi je tako fajn, če malo na telefonu, aplikacija, pa a ne ta za kvaliteto zraka, ima logger noter in pač če se nazaj pogledam, kako se je CO2 gibljal, vlaga, pa tako, a ne, ker prej smo imeli tudi v tej hiši, ker ogrevamo s štedilnikom, a ne, in je problem v spalnicah, ne, da se pač plesen pojavljala, ne, pa bo treba malo bolj redno beliti, ne. Zdaj, ki prezračevanje noben problem, a ne, smo lepo samo nastavimo v aplikaciji, a ne, ko oba sta na Wi-Fi povezana, se pravi, ta za kvaliteto zraka tam za prezračevanje, imam čisto enostaven za eno sobo, ampak vseeno imam toploten izmenjevalec noter, ne, ki sem nekaj ugodno rabljenega kupil, tam imam pa samo to vtičnico, ki je isto na Wi-Fi povezana, ne. In samo ta imam pač nastavljeno v aplikaciji, če CO2 zraste čez 1100, ali pa če vlažnost zraste čez tok, vključ, ko tok pade, mi izključ in je to. Edino, kar ga zbega je zdaj, ko se pojavlja, recimo, ko imam nastavljen za PM delce tudi, ne? Ja. Imam nastavljen, ker načeloma PM delci bi mogli biti pod, ko pa vem, tam pod 20 se mi zdi v glavnem, a ne, gramo, kako je. Čak, PM delci so pa... So pa PM delci? To so pa v bistvu kakor drobni delci v zraku, ne. Zaradi tega, ne, pozna se recimo, če se kaj kuha, če se kaj peče, že kaj jajca pečeš, ti jih lahko dvigne, ali pa ker imamo štedilnik noter, ne. Čim ti malo dim uhaja, pa to vidiš takoj naraste, ne. Ampak se je zdaj zgodilo recimo, ne vem, pa nas je zunaj najbližja merilna postaja za PM delce je v Deseniču na Hrvaškem, a ne. Pa so bili kar PM delci, mislim, da okrog 100 recimo so vztrajali, ne, se takrat so opozarjali, da je kvaliteta zraka zunaj, ampak recimo pri nas, ko smo, a ne, je bilo še vseeno od večine Slovenije nekako najboljše, ampak takrat je narasel toliko, da bi mi prezračevanje skozi laufal, ker sem imel jaz nastavljene take vrednosti, ker so običajno pač nezdrave, a ne. Tako dobro, ti samo pač takrat izklopil, da je vklapljal, ne. Se pravi, in imaš, se pravi, ja, in rekuperacijo, ogrevate se pa oziroma se boste na toplotno črpalko. Aha, v hiški? Ja. V hiški bo... Če sem prej prav razumel, ga zajem pa... Ne, v hiški bo pa raketna peč. To je pa v bistvu... Kaj pa si prej rekel, da imaš iz
Ne, to je v tej hiši, ki zdaj živimo. Ja? Ne, ne, v tej hiški zdaj, ki jo gradiš. V hiški, ki jo gradim, bo pa peč. Peč. Kaj si bi rekel? Kakšna peč? Raketna peč. Raketna peč. Kar pomeni? Raketna peč. So peči, ki so jih razvili v bistvu v nekih takih, bi rekel, neprofitnih krogih, so razvili za Afriko, za učinkovitejši način izgorevanja. Ne. In pa so to razvijali in se v bistvu v teh bolj, bi rekel, nekih eko-alternativnih krogih se to kar dosti open source ali pa prosto deljeno razvija te stvari in se tako resne meritve delajo in tako. Konkretno gre za batch rocket, kar pomeni, da pač imaš ti kot kamin, kurišče, ki ima na zadnji strani eno tako ozko odprtino, kjer je še enkrat pripeljan zrak za sekundarno izgorevanje in potem grejo dimni plini v eno izolirano cev, ker se ustvari zelo visoka temperatura in zelo dobro zgori vse skupaj. Potem je pač večji pozidan prostor kot zvon, kjer se te plini upočasnijo pa začnejo ohlajati. In ta heat riser se mu reče, ne, se pravi izolirana cev, ker je ful visoka temperatura in to, ker je večji prostor in se ohlaja, ustvarja termosifon. In to ti nadomešča vlek dimnika, to se pravi ti lahko pol ven in potem se iz tega pele v maso, se pravi pri meni v klopi, pod oknom bojo in v dnevnem prostoru, se pravi na celi južni strani, ki so velike steklene površine, bo v klopi dimnik v bistvu. Podoben, ki so bile stare peči, masivne kmečke peči. S tem, da tam je problem, ker se plamen prehitro začne ohlajati. Ti moraš doseči visoko temperaturo, pa dosti kisika mora biti, to dvoje. In tukaj se to dvoje naredi na ta način, da plamen, se pravi že samo kurišče je čim bolj izolirano in potem ta plamen peleš v izolirano cev in še enkrat pripeleš zrak. In so izkoristki ja? Taki neverjetni. Ampak grelno telo je pa kaj? Sama peč ali te klopi? Grelno telo je vse skupaj, se pravi, grelno telo je tudi ta volumen peči, ki jo oblikuješ potem kakorkoli. Ja? Pa te klopi seveda. Ne? Pa predvsem, kar je zame zelo pomemben, zakaj ta izbira, ta hiška pač zelo izolirana, okna so tudi troslojna, ja. Sicer so res velike steklene površine, ampak takoj, ko je zunaj sonce, bo tukaj višek toplote. Zato sem tudi naredil cev 15 cm, ki mi gre k toplotni črpalki za sanitarno vodo. Kaj si naredil 15 cm? Tisto, ki sem rekel, ko sem bale kako v strehi, se pravi, jaz imam na vrh pred tem okroglem oknu, na sred strehe, imam zajem zraka za toplotno črpalko. Zaradi tega, ker jaz bom imel tudi v hladnem delu leta, čim bo sonce, noter višek toplote. Ja. Ki jo bom uporabljal za ogrevanje tople vode. Aha, ti imaš toplotno črpalko samo za toplo vodo, ne za ogrevanje. Ok, razumem, zato, ker prej sem zaznal, da si govoril o toplotni črpalki. In kaj je pomemben, se pravi, hiška je zelo izolirana, potreb po ogrevanju malo. Ja. In vsaka kaminska peč, pa to bi bila takoj preveč hitre toplote. Dali bi se hitro ogreti, ampak hitro bi bilo preveč toplote, ker so energijske izgube zelo majhne. In ta način je pa super, zaradi tega, ker res pa tukaj je pa ta toplota, v bistvu je pač masa nadomešča zalogovnik vode. Ja. Se pravi, ta masa meni, in te stvari so izračunane, se na internetu vse dostopen, kako imaš dimenzioniran kurišče, kakšen je ta heat riser, kakšen je dimnik, pa to, koliko te notranje površine v klopeh imaš, kakšno moč imaš. In za večino stvari, to je pač se ta zakura še enkrat in se shrani noter, in zdaj odvisen, kakšen dan je, a rabiš to enkrat zakuriti, ali pa mogoče dvakrat, odvisen, kakšne so potrebe. Ok, shran, ampak ne moreš pa ti prav regulirati, recimo, da ti to enkrat segreješ, pa to pač greje, ker to je ta sevalna toplota, to ti ne moreš. To je počasna toplota,
Ja. Ampak imaš kaj možnost, da jo tudi na hiter kje ven spustiš skozi kakšen dimnik ali pa vzemo prezračevalno cev, če bi bilo prevroče? Jaz sem, se pravi, na vrh ob tem oknu, imam tudi zračnik ven narejen. Aha. In lahko to odpreš, pa gre to potle. Spet ta zračnik je tudi rač zanimiv, ne? Se mi zdi tako v redu varianta. Ne? Si ga hotel narisati? Ja, ki je pač ta v krogu oken zgora, ne? Ja. Imam cev ven, pa imam se pravi ta kosa, ne? Zato, da jaz lahko tukaj imam pač zunaj neko kapo, ne? S tem, da imam izoliran jaz ta zračnik ven. Zračnik je do konca izoliran, se pravi, meni v zračniku ne more kondenzirati. Ne? Še to kapo bom za pozimi izoliral, zato da imam tudi tukaj, se pravi, da meni se tukaj začne ohlajati šele, ker tukaj ven pride, ne? Zrak. Okay. Zato, da mi ne more kondenzirati, pa vlaga not teči. Ta tam imam pa zato, da jaz lahko tukaj imam pa luknjo v stropu, ne? In jaz lahko tukaj pozimi porinem noter cilinder izolacije, da zaprem v celotnem nivoju slamnatih bal izolacije. Se pravi, jaz ne samo, da zračnik zaprem, ampak mu porinem noter, se pravi, lahko 30 cm izolacije. Kot da bi bil tudi to izoliran del strehe. Tudi to tako. Ja. Se pravi, da nimam nobenega toplotnega mostu, ne? Oziroma pač lahko stenka izolacijo dol potegnem, ne? Ja. Lahko reguliram, pač odpiram, ne? Odpiram, da mi, ne vem, če je bilo prevroče, se samo izolacijo dol potegne, ne? Ja. Če pa prehladno, se pa samo gor. Kakšen fi pa je tega zračnika, koliko se? Pač sem naredil za točne cevi, 110. Pa mi že bi hitro to toploto odvedel, če bi bilo preveč. Mislim, pa se v zimskem času ni problem, ker še okno odpreti ali pa kar. Okay, v zimskem času sploh ni problem. Ne? Ja. Za polet je pa itak tako, načeloma je, se veš, napušča toliko, da najvišje sonce ne pride noter. Ne pride. Tako da mislim, da ne bi smel biti problem. No. Tudi to sem vse gledal po upoštevu. Da, a ne, pač zimsko sonce, ki je tako nizko, ja, seveda, delač noter seže in bom dal sicer na tla, ne, bojo tudi ilovna tla, seveda ilovna tlaka, ne, ki se ga sicer impregnira z olji in je podoben kot neka keramika, s tem, da deluje dosti bolj toplo, ne. Bom dal nekaj električnega talnega. No. Aha. Ampak glih tisti, če rabim nekaj malega temperirati, ali pa se temperira, če je človek odsoten ali pa karkoli. Da še s tem lahko malo pogreš. Ja, ampak res tisti samo za fino uravnavanje. Se mi zdelo, da delati, ne vem, talno, klasično, vodno, da se ne preveč. Ker treba je vedeti, če koliko je stvari.